Zato pa bomo šli malo v dokument, pa v dogajanje okrog dokumenta, malo v vsebino, pa da vidimo sami, kak pa kaj. Najprej to, tako se je imenoval, imel je zelo dolgi naslov, osnutek temeljnih smernic za mladinsko pastoralo Cerkve na Slovenskem. Zelo pomembno je upoštevati tisti podnaslov prispevek za sinodo. To se pravi, da dokument že v izhodišču ni bil mišljen kot samostojni dokument, ki bo, ne vem, postavil neke hude programe za mladinsko pastoralo ali pa neke hude odločitve, ampak kot prispevek za sinodo. Zato tudi ima naslov osnutek. To niso temeljne smernice za mladinsko pastoralo, ampak osnutek temeljnih smernic. Ker smo delali za sinodo, ki se je takrat pripravljala in je potem v jeseni 1999 ta sinoda tudi stekla. Ne? In zato je to tudi omogočilo, ko smo dokument delali, da si bil malo bolj free. Se rekel, saj če pa bom pa kaj, če ne bom dovolj izčrpen ali pa če bom malo kaj šel v eno smer, bo sinoda to potem postavila na pravo mesto. Ne? Ta prispevek za sinodo, torej delo se je v letu 98-99, malo bo kronologije, se je tudi zapisana notri. No, ne še prej pa tole, v kakšnem okolju se je to dogajalo. Prvo pravim, priprava na vseslovensko sinodo. To je bil naš nekakšen drugi vatikanski koncil. Ne? Zaradi komunizma in vsega tega, mi tega svojega drugi vatikanski koncil smo uresničevali, ampak spet v nekih specifičnih pogojih, to kot cela Evropa, ne? Specifičnih pogojih. In celo v slovenskem prostoru lahko celo rečeš, da je bilo nevarno malo uresničevati drugi vatikanski koncil, saj je vsak možni razdor ali napetost med duhovniki znala izkoristiti Udba in je to tudi delala. Ne? Da se je prilepila na tako imenovane progresistične duhovnike in manipulirala malo situacijo. Sinoda je bila ena taka priložnost, da prevedemo to, kar smo morda v refleksiji zamudili kot slovenska cerkev po drugem vatikanskem koncilu, zdaj v to novo situacijo, ki se reče demokracija in ki se reče samostojna Slovenija. In cerkev v pogojih verske svobode. Prej ni bilo verske svobode do leta 1991, lahko rečemo, ni bilo verske svobode. Ne? Prikrita verska represija ves čas, ideološka represija. Potem en veliki dogodek, ki je vplival na to, je bil Mariborski škofijski zbor v mladini, kjer je potekala intenzivna refleksija v smeri vzgojne izbire. Bilo je 11 v enem pastoralnem letu, pa še malo zraven je bilo 11 posvetovanj z dekanijskimi odgovornimi za mladino v Mariboru. To je v letu 98 potekalo, 97-98, 11 posvetovanj in izvedla se ena zelo obsežna anketa med mladimi, ki so bili člani mladinskih veročnih skupin. Da smo videli, kakšno duhovnost imajo, kdo so, kako razmišljajo, v kakšne šole hodijo in tak. Tista anketa je, zdaj, škoda nisem mogel bi poiskati v starih arhivih, ne? Nimam tudi teh arhivov dosegljivih, ni še takrat tudi bilo vse v elektronski obliki. No? In je imela, mislim, da skoraj 3000 anketnih listov smo dobili odgovorov. To je na področju zdajšnjih 3 škofij. Ne? Odgovarjali so vsi, ki so bili takrat v mladinskih skupinah v župnijah. In tista anketa nam je marsikaj povedala, ne? Med drugim tudi eno tako pozitivno spoznanje, mladi so še tu. Recimo leta 99, 27. aprila leta 99 smo v škofiji v Mariboru imeli škofijski shod mladih, je prišlo 4000 mladih v dvorano Tabor. 4000, samo škofije Maribor. Ne? In je bil taki izjemno lep dogodek, izjemno lep, izjemno dobra liturgija, na koncu maša. Tista dvorana, ko ima obliko školjke, ne? To je izjemno boljše, kot pa to v Stičniku, so vsi takle, ne? Na travniku, ampak v školjko, gordani, in potem, ko so vsi bili na nogah, ploskali, peli tiste duhovne pesmi, to je bilo wow. Ne? To je res bil en posebno, in jih je prišlo 4000. Nad pričakovanjem. Ne? Rast Stične v 90-ih je Stična začela naraščati, ne? In je tam pri letu 2000, mislim, da je bilo v letu 2001, zdaj Štefana ni tu, ko je butnila prek 10 000 udeležencev. Mislim, da je bilo leta 2001 da je bilo 11 000. Smisel, da bo Štefan tu pa da to naredi.
Batična je rasla, začela se je kot tezejsko srečanje, potem pa je rasla, ne, v 90-ih. Številčno pravim. Seveda, take številke te avtomatsko napolnijo z optimizmom. Hočem vam povedati, da smo mi delali v nekih pogojih optimizma, še vedno. Ne, nekega optimizma, čeprav so se oblaki že zbirali. Utrditev katoliškega šolstva, gimnazije so zalaufale, mariborska s velikimi mukami, ravno v teh letih je počasi iz tistega mariborska gimnazija, veste, kak je bilo, ne? Niso imeli kam dati, so jo dali na Tezno v eno poklicni šolski center in potem so ti gimnazijci imeli eno nadstropje tam in ko so začeli, so jim oni kaj so že bili mehaniki ali kaj, ne? Tam so jim naredili špalir, pa ko so oni šli po stopnicah gor, so se jim drli nune, župniki, nune, ne? To je bil začetek mariborske škofijske gimnazije. In so potem bili za svoje nadstropje zarigljani z enimi rešetkami, da oni divjaki niso gor hodili. Torej elita veš, tako v sendviču med ne vem, nekimi divjaki, ne, tak. Okay. Ampak šolstvo se je takrat utrdilo, katoliško šolstvo, ne, in začeli so se snovati novi koraki, kaj če bi imeli osnovne šole, kaj če bi imeli še kaj, ne, in tak. Vrtci so se pojavljali tudi, ne. In civilna družba, imamo gibanja, na obeh univerzah, Štefan je omenil ljubljansko, ampak tudi v Mariborski univerzi, prva študentska demokratična vlada, jo je vodila dr. Alenka Šverc, krščanska demokratinja danes, ne. So katoliška skupina takoj dobile veliko simpatijo in takoj zmagale na tistih volitvah, prvi demokratičnih na univerzi. Ne? In v Ljubljani je bila ista zgodba. Se to je morda tudi razlog, da se je potem tam leta po 92 začelo bati katolištvo, ne? Ustavimo desnico, ne? Pa tiste fore. Ker je slovensko katolištvo je, bi rekel, izjemno, tu imamo pričo, ko je bil, naš škof je bil tajnik škofa Šuštarja, ne? Izjemno, bi rekel, eno tako civilizacijsko eleganco, pogumom in trdnostjo speljala osamosvojitev. Svoj prispevek osamosvojitvi. Nič ne more nihče oporekati, nobeni točki. Nismo padli v nacionalizem, to bi lahko se nam zgodilo, nismo padli. Slovensko katolištvo ni padlo v nacionalizem. Ne? Mogoče bi Hrvaško prej rekel, ampak oni so bili tudi v drugih pogojih. Mi ne. In obiski Janeza Pavla II. V Sloveniji, ne? To je cerkveno dogajanje tistega časa. Ti obiski so bili tak tudi, bi rekel, neponovljiv festival vere, veselja, biti katoličan, ponosen katoličan, ne? Zlasti oni 96, to je bil tak bi rekel, veliki dogodek, ne vem, kdaj je bilo nazadnje, ko sta Ciril pa Metod tu hodila. Kdaj je bilo nazadnje tak, ne? Da smo tako skupaj stopili, pa wow, ne? Pomembni za veliki Rim in Bizanc, ne vem koga vse, ne? Torej, pa še bi lahko, tu sem dal 6 točk cerkvenega dogajanja, tudi znotraj mladinske scene, recimo šola za animatorje se začne tam utrjevati, ta mariborski model šole za animatorje, Alenka Šverc je bila tista gonilna sila v ozadju, teoretična, ki je to gnala, ne, in tako, no, torej, to je bilo tisto v grobem, to cerkveno dogajanje. Po župnijah pa tudi, ne, se je bil tudi v župnijah, končno svoboda, veliko se je obnavljalo, veliki zaostanek v obnavljanju objektov, je pač ta zaostanek se trebalo nadoknaditi v takoj 90-ih, denacionalizacija, sredstva so prihajale v naravi, če je bilo možno in je takrat seveda tudi cerkev, ogromno duhovniške energije je šlo enostavno v obnove. En duhovnik slovenskih goric, častitljivi gospod mi je rekel, mi smo obnavljali, vi boste pa pastoralisti, ne. Mi je rekel, češ, naša generacija, on je tam star okrog 70, češ, naša generacija se je izčrpala v obnovah, ampak naredili smo pa plac van, ki boste pastoralisti, ne. Čutil je, da stene ne smejo človeka pojesti, ampak ni pa tudi imel, nekdo je mogel tisto obnoviti, ne. Tako je to bilo, no. Ne, saj arhitektura, čeprav ne grem na živce, da dosti denarja damo v stavbe, ampak arhitektura, to je kamen, ki govori, ne, in sporoča na dolgi rok o veri in tako da tudi to ni zdaj
To, da smo toliko obnavljali, to tudi ni v nulo zmetan čas. Ne. Duhovno vzdušje sem že povedal, še v znamenju nekega pastoralnega optimizma. Ne, mi smo pričakovali enostavno, da je treba najti pravi pristop, pa bo, k mladim, k družbi, nekako tako, ne, tisto. Če berete sinodo iz 2001, sinodalni dokument, pa tisto analizo stanja v družbi, vas bo presenetilo, kako je, koliko teh optimističnih tonov ima, ni polemična. Ne. Celo govori o neki novi verskem približevanju, takrat ta New Age nam je tako govoril, glej, vse se na nek način na novo versko prebujajo Slovenci, ne? Po komunistični otopelosti. Ne? In ta New Age je bil koliko nam je šel na živce, je pa, tu smo že pri drugi točki, je pa tudi govoril o tej neuklonljivi religiozni biti človeka. Množica duhovnih vaj še je bila za mlade, še vedno se spomnite v družini, ko je šla družina tam junija, ena številka notri imela prilogo duhovnih vaj in je imela par strani, kje vse so kake duhovne vaje, in to si mogel cajt zdaj, da si tisto sploh prebral, kam se lahko redno duhovne vaje. Ne? Recimo pri skavtih nekako se vedelo, da če že skavtski voditelj, da tudi hodi, da gre na duhovne vaje, ampak to ti pri skavtih kot duhovni študent nisi se rabo spraševati, to se nekako vedelo. Ne? Zdaj sem pa imel lani duhovne vaje za skavtske voditelje in sem rabo en dan, da smo skužili, kaj duhovne vaje so. En dan. V soboto zvečer so duhovne vaje zaštartale, da smo si sploh razčistili, zakaj so prišli. Sem jim rekel, meditacija v tem oblomku Svetega pisma. So šli na travnik, ležali, se čohali po popku, se pogovarjali, kaj je kjeramo pasalo. Ne? Pa so bili notri 3 doktorji že, pa še 3 študentje medicine, pa še drugi študentje, ne tako tudi intelektualno. In smo šele v soboto zvečer skužili, ne, te sem pa začel gledati, jaz prevedevam, da oni to kulturo duhovnih vaj imajo, pa nimajo. Nimajo več, izgubili so, to se je med leti izgubilo. Ne. Teda smo rekli, da bomo recimo pri skavtih redno to ponujali, te duhovne vaje. So potem lepe duhovne vaje ratele, ampak liko so ratele, so pa bile že konec nedeljo popoldan. Ne. Sestro Zdenko Prevošek sva jih vodila. Ne? Sva cel dan delala. Sva si sestavila duhovne vaje 3 mesece prej že, da imaš easy. Potem pa pride tisti teden, te sem pa vse zgubil. Baš ti nimam, si kopirala, nisem. Jaz na roke sem pisal, ne, nisem. Te pa iz spomina vlačiti, kak smo si sistem nastavljali, no, ampak vse je šlo. Dobro. In potem, kaj še je duhovno vzdušje, začne da se oživljati kulturni boj v drugi polovici 90-ih. Smo še fascinirani nad demokracijo, a so tudi tukaj ponovne napetosti, še vedno pa dialog z onimi. Ne. Recimo, leta 2001, Turnšek, teolog, en obsežen intervju v Mladini. Danes en škof, en teolog razmisli 2-krat, če bi za Mladino dal izjavo. Smo imeli Ogenj v kosteh, katoliški muzikl na svetopisanska besedila, 2 strani smo v Mladini dobili, pozitivnih. Danes vprašanje, če imajo tako generacijo novinarjev, ki zna to pozitivno eno katoliško sceno ovrednotiti. Ne. Hočemo povedati, da se je stvar bolj zaostrila, kot je bila pred 15 leti. Ta kulturbojniška, ne, bolj zaostrena je. Če bi zdaj analizirali, tu je ena filozofska analiza, bila zdaj potrebno tega spopada ob zakoniku, ne. Tu se v bistvu ne spopadamo, samo govorimo drug mimo drugega. Ker so 2 jezika, 2 predstavi, tu se srečata Aristotel pa šibka misel, ne. Za Aristotela je to, amen, ne. To je en predmet, ki za šibko misel pa je to, kaj v tvoji glavi, ali pa za filozofijo, mislim tole za strukturalizem, poststrukturalizem, pa tele moderne, pa to, kaj v glavi, pa to v glavi lahko premetaš, ni važno, kaj je to zunaj tvoje glave. Ne? Hočem vam povedati, kako se stvari spreminjajo na slabše po eni strani. Ne? Če tako dam eno oceno, ko sem jo že prej povedal v tisti okrogli mizi, v tem duhovnem vzdušju, tam 15 let nazaj, smo še podcenjevali sekularizacijo. Nismo se zavedali, kako globoki so ti procesi mrka Boga. Ne? In kako to že poteka znotraj katoliške mladine.
Malo sem zasluto v tisti, recimo, ko smo analizirali tisto raziskavo katoliške mladine leta 1998 in ko si videl, ne, recimo, najbolj liberalne drže do splava, kje v Sloveniji, med katoliško mladino, leta 1998. Najbolj liberalne drže. V Prekmurju, tam, kjer je bilo največ mladine. Ne? In ti rečeš, ok, največja katoliška pripadnost v Prekmurju, ampak obenem pa ti oni številke pokažejo najbolj liberalno, kar se tiče odnos do splava. Ne? Tak. In se začne spraševati, kaj se dogaja v tej množični katoliški mladini. Nikoli ne bom pozabil srečanje mladih iz župnije Turnišče pred 14. zvečer pred. Ja. Jaz sem bil gost srečanja, 14. zvečer pridemo tja, kaplan se tako vstopi pred mlade, bilo jih je tako polna dvorana. Dvainosemdeset vas je, kje so ostali? 82 zere župrije. Kje so ostali, je rekel. Prek 200 vabil sem poslal, je rekel. Ne? In takoj so bili problem oni, ki niso prišli. Ampak jaz sem bil vajen z mariborske scene, pa študentske scene, ko si tak prosil, da bo se ti kjer pokazal, kdaj na vratih. Ta pa on samo tak, ko oficir prešteje čete, ne, in tak. Ampak, gledajte, ne, ta množičnost pa spodaj je že kazala, da nekaj ne štima, ne, ko si pa tiste povedal, da pa dejansko imajo že težave zlasti v spolni morali, da tak, ne, nekak dogmatika še, tisto, Bog je, ja, in to, tak. No, pa še drugi zanimivi podatki, kar smo tudi videli v tistih raziskavi, recimo, da je, zdaj, škoda nimam, tista raziskava je tudi bila vredna še ena take posebne obdelave. Recimo, da smo tudi ugotovili, da mnogi mladi so najbolj verni član družine. Tisti, ki so aktivni v cerkvi, so mnogokrat najbolj verni član družine. Nimajo suporta v familiji, kot si ga mi predstavljamo, ne? Dobro. Podcenjevanje sekularizacije kot ena taka, to, kar smo tudi prej zaključili, ne, dejansko to nas pa zdaj dohitelo in zato spoznavamo to krizo Boga, to krizo vere. Kronika nastajanja je taka. Odločilen je bil ta seminar v mladinski pastorali v Stični, nekaj takega, kot je to zdaj, leta 98, konec avgusta, leta 98, ki ga je pripravil Knep in njegov ščitenosec Štefan Kržišnik. Ja. In takrat so se dve stvari tako izpostavile kot problem, tisti večni problem v Sloveniji, odločitev o nujni povezanosti akterjev mladinske pastorale, večja povezanost tistih, ki delamo z mladimi. Ne? Da imamo vsaj neke skupne velike cilje, ne? Vsaj nekaj malega. In odločitev za neki skupni pristoj, neko veliko strategijo, ki smo jo že takrat razumeli bolj kot neko vzgojno, neko v smeri tako, da bi zagrabilo čim več mladostniške govorice, mladiga z večjih strani. Ne? In tretja odločitev, da bi trebalo en dokument narediti nekaj skupnega, ki pa seveda naj bo dokument, ki pa potem služi za, takrat je že se vedelo, da bo sinoda, za sinodo. In se je naredila komisija, ki je januarja 1999 na Brinjevi gori izdelala prvi osnutek, mislim, da smo bili 3 dni gor, od petka zvečer ali nekak tak, glavnem 2-3 dni, no. Branko Cesnik, Slavko Rebec, Štefan Kržišnik, Milena Pačnik, Marija Liza Fajdiga, Franc Zorec, Bernarda Kordiš, Tone Česen. To smo bili v tisti ekipi, ki je potem predebatirala, tako smo obesili na steno, pa da je tako, se delajo dokumenti in rišeš, miselne vzorce, počasi sestavljaš vse to skupaj. No. Je nastal ta osnutek, ki je bil potem predebatiran še enkrat na MOMO in marca 1999 na Medškofijskem odboru za mladino potrjen. In potem je šel v tisk. Ne. Ima to smo že prej videli, to klasično imate tam spredaj, mislim, tale uvod sklep, potem pa vmes modele mladinske pastorale, raven temeljne odločitev, občestvena raven in osebnostna raven. Malo nam je tule, vse, če boste brali dokument, tu nam potem že sape zmanjkuje. Ne. Tam se zaženemo, temeljna odločitev, tu pa nam potem pri osebnostni ravni, če bi tam naredili še eno bolj precizno analizo, ne, da imamo več časa, več energije, bi morda tudi malo več razumeli, no, kaj se
kam gre mlad človek. Bi to, morda to obzorje krize Boga, ne, kot reče ta teolog Johann Baptist Metz, on pravi to kriza Boga, to je en pojem, ki ga on postavil že v začetku 90-ih in v njem pa ima celo knjigo, ne, torej bi morda mi to bolj takrat razumeli, no. Nastalo je 65,000 znakov s presledki vred, to ni debel dokument. Rode, takrat že ljubljanski nadškof, je potem, ko se je razpravljalo na enem tajništvu sinode, jaz sem bil takrat zraven ravno zaradi tega, da sem to predstavil, je potem ta dokument vzel kot formalno to, kar naj bi bil zaključni sinodalni dokument. Je rekel nekaj kratkega, pa z jasnimi cilji in strategijami. To je bila Rodetova ideja. Štuhec pa je imel idejo, on pa imel v roki Milansko sinodo, pa tisto Krakovsko sinodo, ne? Krakovska sinoda, ki jo je speljal Karel Wojtyła, ko je bil krakovski nadškof, je bila tako dobra, bila je hitro po koncilu narejena, da so jo prevajali v tuje jezike kot vzor, kako se delajo škofijske sinode. Eden izmed razlogov, da je Karel Wojtyła postal škof, je Krakovska sinoda, ker je on pokazal, kako se to dela, ki je bila takoj po koncilu. In tista je kar debela zajetna knjiga, jaz sem videl to Krakovsko sinodo v italijanščini, to je zajetna knjiga, ne. In Štuhec je bolj potem rekel, ne, eno tako bolj obsežno, temeljito knjigo o slovenski pastorali, slovenski cerkvi, medtem ko pa je Rode rekel eno knjižico kratko daro. Danes bi jaz bolj Rodeto pritrdil. Takrat sem bolj Štuhecel, ampak danes bi bolj Rodeto. Ker problem sinode je potem nastal ravno to, da je nastala en priročnik za pastoralko. In niso jasne prioritete. Niso jasne. Odločitev za človeka, odločitev za družbo solidarnosti je tam povedano, ne? Nova evangelizacija, to so take tri, v tistem drugem poglavju, take tri strategije, ki pa potem, ko pa govorijo o liturgiji, o tem, se tiste tri velike strategije ne poznajo, se ne prevedajo, ne? Potem pa skoraj da na nekih mestih sinodalni dokument postane opisen, pastoralno opisen. Kaj delamo in kaj je treba zboljšati. Sem imel za duhovnik Ljubljansko barje enkrat Vič Rudnik, ta dekanija, ja. So me povabili, da sem ne vem, zakaj so si ravno zmislili, da bi se spomnili sinode, ali je bilo 10 let po sinodi, da bi na rekolekciji jaz malo predstavil, kaj je po toliko časa v sinodi. In jaz sem potem doma imel problem, da sem papir našel, knjigo. Rekel, moram s knjigo tja iti, ne moram to vzeti na računalnik, ne moram s knjigo tja iti. In jo nisem našel, ne. In sem potem predavanje začel s tem. Zakaj župnik s Frankolovega ni našel sinodalnega dokumenta med svojimi papiri? A kdo od vas najde, če se tako enkrat gre iskat, ne? Ja, zakaj ga nihče ne najde? Bravo. Ja, ne, ker nas ni šokiral, ker nas ni nagovoril, ker ni prinesel nekaj strašno velikega, ker so že znotraj tudi neki tabuji, ki niso bili razčiščeni, tabu denarja, recimo, ne, ekonomije, lahko takrat začeli, pa bi se že malo nakazovalo, ne, stanje klera. Kakšno je stanje klera? Ne moreš ti analizirati sistema, pa ne analiziraš vodilnega kadra, ne. Torej, take stvari. Ampak dobro, takrat je bila na Rode ta dokument na tistem tajništvu sinode, ja, to mislim, da je bilo nekje v jesen 99, tik pred sinodo, je takrat govoril, da bi tudi sinodalni dokument mora biti kratek in jedrnat, no. Toliko, da vidite, to je tudi tisto tajništvo, slučajno sem bil na tistem dramatičnem tajništvu, ne vem, če si bil ti, ko so razpravljali, ali je treba škofije ustanoviti pred sinodo ali po sinodi. In ker takrat je prišlo iz Vatikana, ne vem, z katere kongregacije, na Slovensko škofovsko konferenco pismo, naj ne delajo sinode, je bolj priporočljivo, da prej ustanovijo škofije. To je bilo 99 na mizi škofovske konference, ne? In potem je tisto pismo, smo skoraj delali filološko analizo stavka, kaj misli Vatikan s tem, ne? A nam prepoveduje sinodo ali pa nam samo priporoča, da pač najverjši premisel. In se potem izbrala ta interpretacija, da v bistvu oni priporočajo, da najprej razmislimo o ustanovitvi škofij
In šele potem imamo sinod, ni pa to nujno vzeti zares, ne? In tudi nismo nujno zares vzeli. Vsak se še bal škofije o tem razmišljati in kaj bi bilo na sinodi, če bi to bila točka. Ne? Samo potem pa, zdaj sem sicer zašel v sinodo, ampak potem se pa sinoda imela strel v koleno, ne? Ker če ti skličeš sinodo, to je eklesija, neke vrste eklesija, cerkev, ne? Ko skličeš shod, da razpravijo, razčistiš, ne vem, neki parlament, neka ustavodajna skupščina, ampak ne nad škofom, ne. Torej, če ti skličeš, potem moraš tam jo sklicati z tehtnim razlogom. In če misliš ustanoviti škofije, je to tehten razlog in to potem mora biti debatirano. Ne pa, da skličeš sinodo in najbolj tehtnega in strateškega dogodka nimaš v programu za debato, ne. In potem ko se je sinoda umirila, pa smo začeli o škofijah govoriti in potem jasno, da dokument, ki je izpustil najbolj strateški dogodek, ki se je zgodil par let zatem, pa ga je spustil, pa bi ga lahko imel notri, ne, ni zanimiv, vse ne govori o aktualnosti več. To je bil en taki strel v koleno. Pač to je zdaj moja interpretacija, ne tega jemati kot suho zlato, ampak tako, da skupaj razmišljamo, ne. Zdaj pa gremo v sam dokument, modeli mladinske pastorale. Jaz sem učenec salezijancev, ne, in pri salezijancih smo se to učili in drdrali teh raznih pristopov in študijskih pristopov in eden takih je, da ko hočeš nekaj kapirati, poskušaj kapirati vzorce, nekaj par vzorcev, ki se v nekem sistemu pojavljajo, ne. In to je tako imenih študij modelov. Kaj se dogaja? Ja, poskušaj kapirati, kakšni vzorci mladinske pastorale so. In smo se lotili torej najprej teh modelov mladinske pastorale. Obdelali smo 2, čeprav bi lahko tudi 3. Recimo salezijanski je bil dovolj močen, tudi številčno, pa skauti, da bi lahko še 3, ampak bolj smo imeli skozi oči redne pastorale, skozi oči župnij. Od tam je prihajal največji pritisk. Dajte, župniki so več čas, dajte nam nekaj v roke, ne. Vse potem pa komu daš, pa so vedno imeli ta izgovor. Ja, če vse nič ne dobivo od škofije v roke. Torej, in smo delali malo pod tem pritiskom župnij, ne. Bolj kot pa te nadžupnijske pastorale, skautov, tudi salezijanskih oratorijev in tega, oziroma mladinskih centrov, ampak bolj z veliko župnij. Tu je vpliv Tonelli SDB, Ricardo Tonelli, salezijanec, profesor, strokovnjak, eden svetovnih, če ne prva, številka 1, 2, 3 za študij mladinske pastorale. Njegov klasična razdelitev, ki je naredil v začetku 90-ih, konec 80-ih, začetku 90-ih, s katere smo se mi piflali, ki smo študirali mladinsko pastoralo, je ta. Ampak seveda velja za celi svet. On je razdelil v 5 modelov mladinsko pastoralo katoliške cerkve v svetu, ne. Tako imenovani model močnih predlogov, tu smo potem tole vzeli il modelo delle proposte forti, ne. Torej, tu smo potem tudi to mi terminologijo vzeli od njega, se pravi, mlad človek je postavljen pred močan duhovni izziv, stov semenišče, močna aktivnost v gibanju ali v župniji. Objektivni model v ospredju katehizacija, soočenja mladih z verskimi resnicami, ki jih morajo sprejeti. Ta objektivni model je v klasični župniji precej deloval, ne? Ali pa v klasični pastorali. Model osvoboditvene prakse, ki se je razširil seveda za teologijo osvoboditve, ki veste, da je imela veliki razmah, večji, kot si mi predstavljamo v katoliškem svetu, ampak pač ni bil toliko ta razmah v Evropi, bil je pa seveda v Južni Ameriki. Mlad človek poklican, da v duhu evangelija spremlja družbo na boljše, da se bori proti krivicam, da se pripravlja za delo v nevladnih organizacijah, za sindikalizem in politiko, ne. Tu imam samo z vidika, kako si mladega človeka predstavljajo ti modeli, kakšen cilj zasledujejo, potem pa iz tega izpeljajo seveda neke pastoralne prakse. Vzgojno-animacijski model, v obzir vzeta celostna oseba mladega, metode dela so vzgojne, razvija se široka paleta dejavnosti za mlade od športa do molitve. Salezijanski model recimo, ne, je tale en taki vzgojno-animacijski. In kerigmatični model, mlad človek odgovarja na božji klic takoj in z neposredno govorico o molitve, slavljenja, oznanjevanja in moralnega življenja, ne. To pa imamo pri karizmatikih, ali pa tudi danes smo malo videli pri Damirju ta pristop, ne. Ta kerigmatični. To je po zadnjih študijih
Govorimo o letu 2009, ko je šla knjiga Naslednje krščanstvo, en ameriški religiolog, katoličan, govori o prihodnosti katoliške cerkve, ima 10 trendov tam notri. Ena fajna knjiga, bi bilo fajn slovenščino prevesti, zdaj že malo prepozno, ker je takrat še imel sviže podatke leta 2009. Torej, on pravi, da binkošno gibanje je gibanje v največjem vzponu, ta kerigmatični model, ta je trenutno v vzponu v svetu. In veliko misionarske uspešnosti je zahvaljujoč temu modelu, trenutno. Ampak ne pri katoličanih, bolj, se je tudi Damir povedal, bolj pri evangeličanih oziroma teh protestantskih skupinah. Tavareš, Maribor, enka Maribor da gol, da dres gor in kaj piše spodaj? Jezus je pod. Kdo to v Mariboru naredi, Torej, samo Tavareš, goleador Maribora, ker pripada en taki skupini. In on ima to zelo jasno. On tudi pove, mislim, da je bil v Ognjišču ali kje, on pove, ja to naredim, da oznanjam Jezusa gledalcem na tribuni. To je preprosto, Ko da gol. Pa ko je Maribor špilo proti Celtiku za vstop v Ligo prvakov. On je na kolena pri svojem sedežu pa molo, 10 minut do konca je bilo, on je dal gol, potem pa šel ven, na kolenih je molo. 10 minut. Pri Mariborski klopi. In kader televizija ga večkrat pokazala. Za zmago Maribora, pa da je Maribor šel v Ligo prvakov, in je šel. Tale model je zanimiv in nekaj njega, se pravim, ko iščemo neke nove poti, tu imamo recimo tudi nekaj takih stvari, ki že jih malo vidiš, kje bi bilo. In tak. To so potonelijo modeli izpred dobrih 25 let za svetovne razmere. Zdaj bi bilo vprašanje, kako bi sam toneli jih na novo zastavil. Vrnimo se k nam. Torej, model župnijskih veroučnih skupin, zlata doba 70-90, danes smo o njih govorili. To je zelo povezano, moramo vedeti, vsako dogajanje je zelo povezano z voditeljem. In to dogajanje je povezano z voditeljem, ki se mu reče mladi kaplan, novomašnik v 70-ih. Tista zadnja velika pošiljka novomašnikov, ki nam je Bog naklonil po drugem Vatikanskem koncilu. Preden je začela postopna kriza duhovnih poklicov. To so danes stari 60-65 let. Ti duhovniki. To je mogoče malo pred tvojo generacijo še, Malo. Ja. To so tudi danes nosilni župniki in... No, ampak in tisto marsikaj razloži. Taka injekcija mladih duhovnikov, mnogih tudi tako mladinskih, ne samo mladih, ampak tudi mladinskih, moji kaplani, na Hajdini pri Ptuju, so imeli kavbojke in brade, pa kitaro, Ružič, eden je stopil, Ružič pa Stane Nežič, so bili moji kaplani na Hajdini. Tako da, ko sem jaz šel za duhovnika, pa sem šel babici povedati, mi je rekla, ja, si lepo zbral, samo da ne boš tako rusaste, kot naši kaplani. Ko so bili tako pravoslavci, Da ješ lepo spucan okoli vrata, pa da boš faro na ravnem imel, zdaj mi gamsi skočijo pred avto, ko grem do bolnikov. In tretje pa je bilo tisto, da pa je to ful lepo, ki je rekla, pol ure na dan boš delal, pa boš imel cel dan roke kot dohtar. Ja, tako si je to predstavljala, se potem ni dočakala nove maše, ampak, torej, no in župnišče so postala, kako bi rekel, luč v temi, luč v temi, luč, ki sveti v temi. Res prostor svobode, razmišljanja in alternative sistemu. Pa se ni rušilo sistema, se tam niso imeli politične debate, tu pa tam mogoče že malo kakšno, tam se je govorilo o svobodi, bralo se je Kalil Žibran prerok, Malega princa se je debatiralo, kakšne dobre svetopisanske odlomke in podobno.
o spolnosti, o tem, onom. Ne? In to je bil res fenomen. Recimo v župniji Vojni, ko so imeli leta 1978 en veliki misijon, so morali za mlade narediti misijon v njihovi cerkvi, v eni podružnici. In se tista podružnica vsak večer nabasala z mladino. Niso mogli imeti misijona skupaj z odraslimi mladi, ampak so imeli misionarje pripravljeni, da so imeli program vsak večer za mlade pri Devici Mariji gori, ne? Da so imeli. Tak je bilo in to je bilo tako spontano. No? Model močnih predlogov, Vinko Kobal je učitelj, bi rekel, ali pa velika zvezda slovenske mladinske pastorale in tega pristopa močnih predlogov. Toneli, ko govorijo o močnih predlogov, kot tipičnega razglaša Comunione e Liberazione, gibanje CL, Comunione e Liberazione. Tisti, ki ste bili malo v Italiji, poznate to gibanje, je močno, bojevito tudi, resno, ne? Ampak Vinko Kobal ni nikoli hotel stopiti k njim, postati njihova podružnica. To je zanimivo. Ne? Jaz nisem poznal, jaz sem prišel iz socializma direkt, ne, z SMS direkt potem klaretincem, jaz nisem poznal katoliške scene duhovnikov, nikoli ministriral, jaz sem prvič ministriral, ko sem bil komaj že semenišnik, ne. Torej, ampak so mene prijatelji Comunione e Liberazione v Rimu rekli, da je v Sloveniji en Don Vinko. To so mi v Rimu povedali za njega, ne, to so ga poznali. Don Vinko iz Slovenije. Oni so ga jemali nekako kot svojega, Don Giussani, ustanovitelj gibanja, Comunione e Liberazione, kot svojega torej, zaveznika v Sloveniji ali pa eno podružnico. On pa v bistvu čisto, to bi za en Primorc mogel to biti kakšen duhovnik z istega kroga, ker je to razložil, ta razmerja, ne? Oni niso potem stopili noter. So pa to metodo ponudili, ali pa to vizijo mladinca, odločnega kristjana, zavzetega, ki ga ni sram v javnosti povedati. Recimo Vinko Kobal je atek bratov Podobnik, ja, duhovni oče bratov Podobnik. To so politiki, ki so nekaj dali Sloveniji, ne, ki so se izpostavili. Marjan Podobnik z mladostjo, mlad, ampak je v 90-ih je to bil zdajšnji Janša, ne? Nekako skoraj, ko je Ljudska stranka, to je bil lider desnice nekaj časa, Marjan Podobnik. Sem lahko štejemo tudi tezejsko gibanje, ki je v Sloveniji imelo močan vpliv, mlade je odpeljalo iz Slovenije, videli so svet, spoznali so ekumenizem, spoznali so molitev, videli so, da se to da, da Tezej je naredil dosti pri nas. Čeprav sem še pred kratkim poslušal kritično duhovnika, ki je kritično razmišljal o tezejskem gibanju, češ, da je razbil redno župnijsko mladinsko pastoralo, to tezejsko gibanje in podobno. Pa ta kultura duhovnih vaj, po katerih smo pač posegali vsi, bodi si župnije, bodi si potem Kobal, Stržišče, se veste, kaj je tisto tam pomenilo, ne, za primorski konec in podobno. Torej, ta dva modela sta tu noter razčlenjena malo bolj in potem tudi nekaj poziv k preseganju klasičnih modelov. Ne gre za ukinjanje klasičnega modela, ampak k preseganju. Tudi oba modela sta že kazala takrat tudi neko izčrpanost, ne. Mladinske skupine so počasi, ni jih bilo več toliko kot včasih. Ni bilo več kaplana, ni bilo več mladincev, ne. In to se je potem od župnije za župnije začelo dogajati in mi smo ta proces že videli, ne. In smo že nekako predvidevali konec teh mladinskih skupin po župnijah. Tudi ti močni predlogi so nekako z karizmatičnim voditeljem začeli pešati. Recimo to se je videlo takrat pri Markotu Rupniku. Ne? On je imel eno močno gibanje Kres, tisto ste slišali o njem, močno. Ampak potem je on šel iz Slovenije, se ne vem točno njegove zgodbe, ampak vem, da potem konec 90-ih že več ni bilo tako močno. Ne? On je bil v Rimu in to je počasi potem začelo izumirati. No? In tu se pojavi potem ta odločitev za vzgojo, ta zanimiva odločitev, ki pa ima navdih, naslednji navdih ali neke vire, odkoder se jemlje, Salezijanci, kardinal Martini in skavti, bi rekel tisti, ki so tukaj najbolj več prispevali ali pa najbolj pokazali, kak ta model deluje.
Ne, da bi se zdaj odločitev za vzgojo pomenilo, da se kopira salezijance, da se kopira skavte ali pa tak, ampak kako ta deluje. Pravzaprav bi tu največji učitelj, ki ga pa nismo takrat toliko prevedli še ali pa ga tako poznali, vse smo ga, ampak mogoče ne tako na globoko, bi bil pravzaprav kardinal Martini. Ne. On je svojo celo škofijo zastavil v tako imenovano vzgojno izbiro, la scelta educativa. Škofija Maribor, škofija Milano ima to vzgojno izbiro. Odločila se je, da bo evangelizirala in rasla skozi vzgojo. In on je napisal več pisem o vzgoji, kjer dejansko pastoralko premišljuje skozi ta pojem, edukacione, ne, vzgoja. On pastoralko, ne. Tako da, če bi kdo od vas še kdaj šel študirati te stvari, bi bilo dobro si Martinija potem res se poglobiti v njega, v tiste njegove bukve, dosti jih je, dosti tudi na internetu, še vedno njegovi dokumentovi visi v italijanščini seveda, in da to vidite, kako je on to razmišljal, ne? In kako je on to v svoje genialnosti seveda zelo svetim pismom povezoval. On je bil mojster, ne? Jaz sem bil eno leto kaplan v Milano, ko je on bil tam torej nadškof, voditelj škofije, in tisto leto je imel postne kateheze po radiju, ki se jih je poslušalo v skupinah po stanovanjih. En vhod, in tako so se po župniji izmenili, katera familija v tistem vhodu v bloku bo organizirala poslušanje postnih katehez. Tista familija je potem vzela material v župniji, fotokopije, par gradiv, se je vklopila tista radijska postaja, ki je imela direktni prenos, Martini pozdravi, ima nagovor, 20 minut ima katehezo, pol ure, se zaključi, neka pesmica in potem še 1 uro ali pa uro pa pol tisti krog razpravlja na podlagi onih papirjev, ki so jih dobili. To je Martini naredil tako, je en škof poskušal ga posnemati, ni imel uspeha. Tam v Lombardiji en škof južno od Milana, so rekli, ja, on tudi je rekel, če gre Martini, še pa je tudi gre, ne. Martini je imel, veš, tisto, ko magnet je bil, ne. Ampak, seveda, ker sem pa tudi bil v Milano, ne, sem pa tudi vedel, da je Martini pač malo sprt, on je bil malo v konfliktu, teološkem, z temi močnimi predlogi. Vsa gibanja so pri njem imela malo trnje, bi rekel, malo križevega pota, ne. On ni bil tako, on je razmišljal o škofiji kot o skupnosti, ne. Gibanje pa videl, da so preveč sredobežna, da potegnejo ven, ne. In jih dejansko precej bremzal, neokatehumeni so močni v Milano, komunalna liberaciona je močno, in to je bilo pri njem precej. Pri Janezu Pavlu II. Pa glih obratno. On pa ta gibanja videl kot špico evangelizacije, ne. On je, recimo Pavel VI. Je opus Dei stisnil. Janez Pavel II. Ga je vzel k sebi. To vsi vemo. Komunalna liberaciona je zacvetelo pod Janezom Pavlom II. Ker je on, to je to. Ne. Janez Pavel II. Je prihajal iz cerkve na Poljskem in je kapiral, da v teh časih stiske rabiš prodorne, močne katoličane, malo bojevite, če hočete, ne, in tak. Ampak tu je Martini imel drugo vizijo, ne, in se je več čas govorilo, da sta v Italiji 2 pastoralna teološka koncepta, torej Janez Pavel II. Dominanten in alternativen v Milano. Martini, ne. Martini je to vedel, da ga tudi malo po novinarsko hočejo narediti kot alternativo Janezu Pavlu II. In jaz sem ga poslušal parkrat, da vam povem, ne vem, če kdo toliko citiral Janeza Pavla II. Kot on. Ko je imel, on je rekel, kakor pravi papež, pa citat, pa spet nadaljuje pridigo, Janez Pavel II. Nas opozarja, pa citat. Tako da je on tako držal z Rimom, popolna pokorščina, brez skrbi. Torej, in tu imamo tudi notri eno definicijo vzgoje od Martinija, srečno in harmonično ustvarjanje tega, kar neka oseba največ zmore, potem pa smo že dodali, bi rekel, malo tega, kaj je Don Giussania, ne, tudi zraven, kaj je, ne, se ni, veš kaj je, tule je, malo zaspija. Ja. No, potem pa smo še tudi zraven citirali tudi Giussania, ki je prav tako govoril o vzgoji, ne, to on je ustanovitelj komunalne liberacione,
Liberazione, torej, ki je prav tako veliko govori o vzgoji, ampak seveda malo z drugačne perspektive. Bi rekel, manj humanistične, ne? Pa bolj tisto radikalno evangeljske ali pa radikalno krščanske. Ne? Ok. Tako da se malo ta spopad, ki je potekal na ravni vesoljne cerkve, že tudi v dokumentu našem poznane. Potem sledijo razmišljanja o božji pedagogiki, to je eno poglavje, ki ga je Slavko Rebec zlasti tako dobro zastavo, se na Ozejev citat ozira, lahko to si preberete. No in ta načela vzgojne izbire v mladinski pastorali, celostnost, zanima nas celostna govorica mladega, ne samo njegova religiozna potreba. Na religiozno potrebo odgovarja tudi New Age. Ne? Zdaj, če mi samo ciljamo na religiozno potrebo, ok, dobiš odgovor, ne? Ampak krščanstvo je več kot religija. Je dogodek. Če rečem z Don Giussanijem, ne? To je dogodek, ki zaobjame celega človeka. Dogodek, ki mu je potem najbolj pasalo, da je dobil neko religiozno obleko neke religije, tako sociološko, ne? Ampak to je dogodek in to je skupnost, ki zraste ob dogodku, ob Kristusu, ki vstane od mrtvih, ne? To je krščanstvo. Zdaj, tako hipotetično, malo heretično rečem, lahko bi krščanstvo bila oblika filozofije, lahko bi bila oblika športa, ne vem, ampak zbrala se je kot oblika religije, ker to najbolj odgovarja temu dogodku, da se izrazimo, da govorimo o tem dogodku, da ga živimo. Ne? Ampak načeloma pa Kristus seveda nagovarja celega človeka. On nek pride do človeka pa reši njegov religiozni ekstrakt. Jaz sem te pa prišel rešiti tvojo religiozno bit. Kristus reši celega človeka. In to je ta kristološka, in on se utelesi v celega, on postane pravi človek. Ne? In to je ta teološko ozadje, dogmatično ozadje te vzgojne izbire. Zato tudi ta vzgojna izbira cilja na vse mlade, ne izključuje. Recimo, mladinske veroučne skupine 60% je takrat bilo gimnazijcev, torej najbolj so odgovarjale mladim debaterjem, eni z preprostimi poklici pa se notri niso mogli najti, ker težko so parirali gimnazijcev. Logično, ne? Govorica mladih nas zanima, postopnost v vzgoji, ne zahtevamo, da si takoj popolnoma takšni, kot se pričakuje, ampak da rasteš in te spremljamo v teh stopnjah rasti in prvenstvo osebnega odnosa, ko se k temu še vrnemo. Ne moremo delati pastorale tako, kot šraufamo skupaj bicikle na tekočem traku. Poglavje vzgoja in evangelizacija, k temu poglavju še se bom vrnil, ker je potem to postalo tako bolj osrednjo polemično poglavje, kasneje na sinodi. Ampak imamo, oziroma se že imamo tu, ob tem tudi smo se že zavedali, da tudi ta odločitev za vzgojo ima lahko tehtne razloge proti in da je treba razčistiti točno to razmerje med postopno vzgojo in neposrednim oznanilom. Postopna vzgoja in neposredno. Zdaj, če rečeš vzgoja, ukvarjamo se športom, gledališčem, mladih, vse nas zanima, v župniji dajmo prostor za to, potem pridemo humanizem, ne, lahko. Ima potem eno humanistično izpeljanko. Kdaj boš ti oznanil Kristusa, ne? In potem tu noter razlagamo, da vzgoja in evangelizacija se nista v nasprotju. Saj nenazadnje v družini potekata sočasno, ena prepleteno z drugim. Ne? Saj v družini svojih otrok ne evangelizirate, ne rečete, zdaj pa dajmo vzgojo na stran, zdaj pa te bomo šli evangelizirati. Ne? Ampak je evangelizacija znotraj, ko ga učiš etičnih, moralnih drž, ko se od tebe uči tudi molitvenih drž in to vse poteka sočasno z vzgojo in veš čas. Ne? Nekak tak si je treba predstavljati to vzgojno izbiro, da evangelizacijo vključuje, da ni to v nasprotju. Kajti potem hitro je prišlo na sinodi do spopada in sicer tako čisto direktno, da se ne gre za odločitev za vzgojo, temveč odločitev za Kristusa. Tu je potem bil spopad, ki se je zgodil in ki je postal naenkrat, jaz se ga sploh nisem pričakoval, postal tak hud, da si je ena sestra, ki je zagovarjala odločitev za vzgojo, prislužila naziv koza. Strani ene skupine duhovnikov, ki je šla po hodniku mimo njih.
jaz nisem mislil, da bo to, da so bolj tak, pač, mogoče smo se malo zmotili, ne pa, da so nekateri že kar to razumeli, samo to so bili tisti, ki so seveda z teh debat s Comunione Liberazione, pa teh polemik, ki so bile znotraj italijanske cerkve zlasti, ne, že nekako nas avtomatsko sumili, da gremo v tole površno humanistično izbiro. Ne? In je to bil, tako so potem rekli, torej spopad Kobal cestnik, ne, kobalisti. Jaz sem še takrat tisti čas sem šel predavati jaz nisem vedel, da na Primorskem to tako završalo, ampak tam Vinko Kobal pač je imel svoje zaledje, ne, in sem šel predavati eno predavanje tako v Vipavo in so se polno ljudi tako sedlo in v prvi vrsti je bila ena gospa rekla, a vi ste gospod cestnik, ja. Da veste, tu smo sami kobalisti. Kobalisti je rekla tako. Eni so to tako malo, včasih nekdo kome čaka, da pride do nekega spora, da se potem neke vloge porazdelijo, kdo je progresist, kdo je konzervativec in vse potem to. Ne. Tako da sem potem na sami sinodi bil povabljen od tajništva, da to razčistimo. Sem potem imel enkrat pred eno splošno debato predavanje prav o tem razmerju, ali pa tako malo, torej razmerje vzgoja Kristus, da smo to, in potem smo skupaj z Vinko Kombalo naredila oni dokument, ne, oziroma besedilo pripravila. Naslednja raven je občestvena raven, tu smo že prej rekli, širjenje vzgojno-pastoralne soodgovornosti je eno tako geslo, torej preveč trpimo v cerkvi za tem, dokler on je, to je. Ko njega več ni, ta dejavnost izgine. Obenem pa imamo model, in to sam stres rekel, ne da bi hvalil skavte, ne, ampak imamo pri skavtih model, voditelj zgine, dejavnost teče. Zakaj je to pri skavtih možno, zakaj to na fari ni možno? Ali pa v standardni katoliški mladinski pastorali, ne? Zakaj smo tako vezani na en lik, na enega karizmatičnega liderja, ki vodi, se žrtvuje in potem stvar zlaufa, če pa njega ni. Je zato, ker ni sistema. Pri skavtih je sistem. Ali pa en taki sistem lahko zdaj opazujete v družina in življenje, tole gibanje, ki se tako hitro širi med zakonsko. To je v bistvu sistem, to se da hitro naučiti. Mojo prvo skupino, zakonsko, v kateri pripadam in kot duhovni se tem spremljam, je vodil človek, ki je prej v štali poštimo stvari, kmet. Ampak on je ta sistem skužil, kako se to vodi, ker so tiste gradiva so preprosta, ameriška, prevedena za preprosta, in je krave poštriglo, jim dal za jest, rekel, da pa rem voditi zakonsko skupino. Torej, zato, ker je sistem dober. On tudi moral malo usposabljati za vodenje, ampak sigurno, ne. In to smo takrat videli in smo videli, da torej, jasno je bilo, da bodo poklici začeli padati in da ne bo kar tak enega razcveta poklicov, čeprav še se spomnim škofa Krambergerja tam okrog leta 2000. Vsakega bogoslovca več, ki je prišel zraven, pa če bil eden več od naslednjega leta, ne, joj, se že popravlja, enega več imamo. Tako so škofje, ne, čakali na vsak poklic, ki bo pokazal, da se bo začela spet pomlad poklicev. Pa je vprašanje, či bo, ne, ta pomlad poklicev. Taka, ali pa toliko poklicev, kot je nekoč. Ravno te dni sem prevajal enega španskega teologa, ki govori enostavno civilizacija številke se je izčrpala. In to bo veljalo za pastoralo, za cerkev, za redovniške poklice in za družinsko življenje. Tudi množičnih družin več ne bo toliko, ne. Vsaj na zahodu se ta civilizacija velikih številk izčrpala. Bolj bo vse v manjših enotah, pa bolj razdrobljeno in tako. Ok, tako mimo grede. In tudi vlogo duhovnika, torej pastirja kot vzgojiteljev. Naredi si ekipo, naj dela z mladimi, daj poišči folk, 1, 2, 3 v tvoji fari, ki bodo nekaj z mladimi naredili, ti pa se tem trem posveti. Pa idi enkrat na mesec z njimi na pico, pa to on, ne. Tak nekako povedano, da bi tudi tisto duhovnikovo za vse sem sam, ne, da bi tisto presegli. No, potem pa še pride, da mladostnik, kakšnemu mladostniku smo usmerjeni, to bi lahko zdaj po neki logiki pastoralnega načrta bilo na začetku, ne, najprej analiza stanja, opis mladostnika, ampak to ni bil načrt, to je bilo en dokument, en prispevek k debati, ne. Opišemo mladostnika, tiste raziskave, ki so takrat bile aktualne in se potem tam zabijemo v to nevarnost
intimizma, ki sem jaz rekel, tu sem sam kritičen, da sam izraz ni najbolj posrečen, ampak seveda, hteli smo reči, to nezanimanje za družbeno življenje, nezanimanje, da bi ti vero kazal navzven, vedno bolj so jo zapirali, skrivali notri in da vse to, če vero skrivaš v svojo intimo, neka tvoja stvar, da to je eno duhovno neskladje. Vera se mora pokazati, da tudi sama zraste. Mi vere ne kažemo samo z namenom, izključno z namenom, ne vem, propagande, da bi jo širili, da bi jo, ne, ampak zaradi tega, ker jo mi rabimo kazati, mi zaradi našega duhovnega zdravja rabimo kazati. Potem smo kompletni kristjani, ne. Zato mora priti ven. In to se je takrat ta trend, da vero nekje se je že malo kazal. Ne, se čeprav še številke, se vam pravim, so še bile. 10,000 mladih v Stični, 4,000 v dvorani Tabor Mariboru in tak naprej. In prvenstvenost odnosa, še enkrat poudarimo, torej osebni odnos. Ne, tudi to se je videlo, odkazala se je ta družba, ki izgublja človeka v osebnem stiku. In tu malo napovedujemo tudi ta prihod telematske družbe, ki je pa potem eksplodirala z internetom, s telefoni danes, ne, ki pa je še dodatno stvari potencirala, zakomplicirala in danes ujeti tega mladega, ki je živi od všečka do všečka, je res težko. On že dejansko tudi več ni spoznavno strukturiran za eno globjo misel. Ni več. On naredi tak, on skrola, ne, letijemo, tiste, to vsi delamo. Delamo na telefončku, skrolamo, se pa vstaviš, neki impuls dobiš, ne vem, en avto, ki leti po lufti, to pa en video, ki ga bom videl, pa vidiš eno nesrečo, pa spet skrolaš, pa tam so naslikani obglavljeni kristjani, škoda, pa spet skrolaš, moj prijatelj je pa ima novega mucka, pa spet take vsebine, ne. In to grejo lahko ure. In zdaj si mislite, kako se to oblikuje miselnost, ne, kaj je tu. Ena zadnjih italijanskih raziskav o mladih, vrednotah mladih, moram iti enkrat na internet, pa jo spet poiskati, ker sem jo takrat na hitro samo naslove pogledal, samo sem naslov videl, pa mi je nekako že povedal vse, ne. Kaj imajo danes mladi v glavi? Raziskava vrednotah. Odgovor, nič. V smislu, rad bi imel družino, rad bi se zaposlil, rad bi svet spreobrnil, rad bi izboljšal svet. Ne. Oni so zdaj masa za naslednjo diktaturo. V taki fazi smo zdaj, ne. To je masa za naslednjo diktaturo. Levega, desnega tipa ali pa tega kapitalističnega, komercialnega, to ni važno. Ker nimajo obrambnega. No. Torej, in to, kar sem že rekel, kaj manjka v tej analizi takrat, kriza osebne vere še ni bila dojeta kot odločilno dejstvo in prvi izziv, to smo komaj s pipom nekje v cerkvi dozoreli do tega spoznanja. Ne. Da pa vendarle prvi problem ni pastoralna organiziranost, prvi problem naše cerkve ni naša nerodnost, pa poprečna starost duhovnikov, ne vem kaj. Prvi problem je dejansko, da se od znotraj vera prazni, izgublja. To pa je tisto, kar to pa bi lahko zabil uvod v Damirjevo predavanje od zjutraj, ne? On pa od naprej, ne, recimo. Ne? Ok, kaj je potem sledilo? Imamo 3 možnosti, odločite se za pravilno. A, nič. B, doktrinalna korektura. C, sejem in festivalistična. Ja, zgodilo se vso troje, ne. Nič, na ravni škofovske konference, če tak rečem, ali pa na ravni škofje, teh bistvenih novih poudarkov pastoralne programe niso sprejeli, vse kot škofje ali pa kot škofje. Niti v samem Mariboru, kjer smo delali bolj intenzivno in dlje časa na prenovi mladinske pastorale. Ko je prišel v Mariboru leta 2000, po sinodi, v Mariboru smo mi naš proces dejansko ustavili, takrat tudi zavestno, smo nehali te sestanke imeti, pa te analize delati, ker smo rekli, zdaj bo itak sinoda, to, kar smo do zdaj Mariborčani delali, dajmo na razpolago sinodi. In vse tale temeljne smernice so nekako tudi, veš, tiste intelektualni napor mariborskih duhovnikov, pa vsega tega, kar smo se dobivali 11-krat v enem letu, je tukaj notri v pastoralnih smernicah tudi malo zajetne. Ampak potem, ko pa smo v Mariboru naš interni dokument hteli natiskati, pa sem šel na pastoralno službo, sem rekel, zdaj pa treba dokument natiskati, pripravljen je, veste, kaj so mi rekli? Ugasni kamero.
A se ni treba. Rekli so, kdo pa bo to plačal? Točno ta stavek. Tiskanje pastoralnega načrta za mladinsko pastoralo. Seveda, vmes je bila se malo proces pozabil, datumi so se malo zamaknili, malo so pozabili, v bistvu pa si potem skapiral, da dejansko škofija ni bila komaj čakamo, da bomo vedeli, kaj treba z mladimi. Ne? Škofije v glavnem, ali pa škofijske strukture delajo po principu, ki je zelo varljiv. In to je tisto, ko ti škof reče, priden, le tako naprej. Takrat se ful pazi. Prej ali slej boš spoznal, da si na čistini sam. Ne? Ja, škofje so imeli, vse ni problem, ampak škofje, veš kaj, sledi denarjo. Kam je šel, recimo, škofijski denar za mlade? V gimnazije. Ne? To je bila prioriteta 90-ih. Ok, razumljivo, dajmo v gimnazije. Ne? V bogoslovje, za poklice, ne? Tam to so pomembne stvari. Ne? Intelektualna elita, katoliška, duhovniki bodoči. Ne? Ampak to je treba potem zapisati v en dokument in vsi rečemo, to so prioritete, amen, škof je tako rekel, ne? In sledimo škofu. Škof pa v bistvu svoje prioritete ima, ali pa škofijska struktura, bom rekel bolj kot škof posameznik, ne napisane, tebi pa da delati neki pastoralni načrt. To je ena tehnološka rešitev, ti tehnolog napiši neki pastoralni načrt, mi pa bomo že videli, kaj bomo naredili. Ne? Načrtovanje je nosečnost. Takrat smo se to naučili, ampak je bilo prepozno. Načrtovanje je nosečnost. Ko je ženska noseča, je noseča tudi tu. Tule, mislim, tule v tem koščku. Njeno celo se spremeni, ne? Participira stanju nosečnosti. Ona ni nosečna samo v maternici, tam malo notri. Noseča sem, ampak tam spodaj čisto malo, tak. Malo bo potem časom vedeti, jaz sem cela nosečnica, ne? Fiziološko ona cela spremenjena, psihološko. To jest, recimo, ne? Apetit se spremeni v razpoloženje, ne? In isto je pastoralno načrtovanje. Cela škofija potem mora stopiti v proces načrtovanja, v neko nosečno stanje. Ne pa tam par strokovnjakecev. In tu se sprašujemo tisto, kar je tematiziral Peter Kvaternik, kronična nesposobnost slovenske cerkve, da bi zaključila nek sinodalni proces. In Kvaternik v enem dobrem članku, ga ima objavljenega na svoji spletni strani, ne vem, če še ga ima, mislim, pred letom ga imel, ima ta članek objavljen in analizira sinodalne procese zlasti v ljubljanski škofiji, torej od koncila naprej in kak je torej nekaj se moramo zmeniti, napišemo, se zmenimo, naredimo dokument, pa pade zdol, ne? Potem pa spet čez par let, pa spet nimamo nič v rokah, gremo nekaj delati, pa spet nek proces, pa se pogovarjamo, da bi si izmislili neko pastoralno strategijo, napišemo, spet dol, ne? In tudi sinoda je nekako tudi šla. Zdaj je nevarnost tudi za PIP. PIP je, jaz sem ga že malo prehitro razglasil, mrtvo rojeno dete, na internetu te jezik prehitro leti, no. Ampak tudi pri PIP-u, ne, smo ga zagnali, ampak potem je prišla ta nesreča, dva nadškofa sta mogla iti, dva, ki sta bila nosilca, ne, in zdaj ves proces ogrožen. Ampak saj, hvala Bogu, smo ga že vmes prevedli v župnijsko dinamiko, tako da je župnije, koliko so zagrabile in je šel naprej, ne. In čez par let, čez 15 let bomo imeli tako tu predavanje, kako smo PIP delali. Ok. Sledila je tudi doktrinalna korektura, o kateri sem že govoril, to je bilo na sinodi, do neke vrste kompromisa, to najdete vzgojna izbira, je tukaj malo omehčana, ampak še vedno je razvidna torej plenarni zbor 327-344, si lahko to preberete, ne? Kjer je tako, bi rekel, ena neka srednja linija podana za prihodnost mladinske pastorale. Je pa, kar se sinode tiče, torej ta osnutek temeljnih smernic za prenovo mladinske pastorale, je pa eden prvih citiranih dokumentov v sinodalnem besedilu. Ima to čast, da tam dejansko odpre eno pomembno poglavje, citat iz temeljnih smernic. To lahko vidite, plenarni zbor 9. In kaj še se je sledilo, tu je zdaj ena moja teza, mi je škoda, da je Štefan šel, ker on pa je bil priča temu, on je bil tudi dejansko realizator tega, da pa so ljudje, ki smo ta osnutek temeljnih smernic delali,
skoraj samo par mesecev zatem dobili nalogo od Knepa, da premislimo o novem konceptu srečanja mladih v Stični. Jaz sem takrat stopil, jaz več nisem sodeloval v tem, ampak je takrat tole, bi rekel, mariborsko smer zagovarjala sestra Andreja Godnič, ki je v tistem času tudi dobila tiste roge, ne? Mislim, tisti naziv, o katerem sem prej govoril, ne? Zdaj sem pa razkril. Delal sem novi koncept Stične, Andreja pa Štefan sta pa bila tista dva glave in so te principe, ki smo jih mi za vzgojno izbiro dejansko vgradila v koncept Stične. Stična kot sejem mladinske pastorale, vse, kar dela z mladimi, naj pride skupaj in se pokaže. Stojnice, taka skupina, onaka, vse je dobro, vse odgovarja na potrebe mladih, ne? Kaj se dogaja v cerkvi. In festival vere. Festival vere v pisani govorici, ki kulminira potem v liturgični govorici, ki kulminira pri sveti maši v obhajilo za veliko množico, ne? Liturgično doživetje. Obenem pa seveda tale, bi rekel, bolj pop-rock podoba na muzike in vse to, kar mladi imajo radi, ne, da se čutijo. Tu je bilo potem malo dileme, ne? Torej, močne kitare, močni bobni in liturgično doživetje. Tisto mahanje, koliko ne, to so potem razne, bi rekel, to si potem tako kot pri mikserju, ne, pa ti to poznaš, ne, in bi, ne bi, ali animatorji pašajo tam gor, da škofe zakrijejo, ne, kako to zgleda, ko animator tak maha, celi rdeči, v faco pa kaže tam, za njim pa škof tak. Tako te podobe si imel gor, ne, in to moraš malo vse premisliti, ne. Imam druge informacije, ne bojim se. Nisem vedel, da se daš manipulirati. Ok, torej, no, hočem povedati, in takrat se mi zdi, to je zdaj moja hipoteza, ki sem jo razdelil te dni, ko sem prav razmišljal na tvoj izziv, kje se bi rekel, da bi se zgodila tista okužba slovenske mladinske scene, okužba s tem virusom vzgojne izbire, ne? Če se ni zgodilo prek škofij, pa tistih uradnih programov, če se ni, ne, kje se je zgodilo? In se mi zdi, da se je to zgodilo v Stični. Ker se je potem res ta dokument, bi rekel, skoraj da po točkah, po teh teoretičnih točkah prevajal v prakso enega mladinskega festivala, ne? In se je Stična malo spremenila, se ne dosti, ne? Maša se je malo premaknila, to ono se je malo bolj poudarilo, začeli smo krasiti prostor po mladinsko. Jaz sem to rekel, da je to nemogoče, da imamo Stično mladih, prije več mladih, mi pa imamo avnojsko kuliso. Rdeče zavese pa one stiroporaste črke, ne? To je avnoj, ne? So tako me gledali v Ljubljani na enem sestanku, so rekli, ja ti pa ti naredi, ne? Jaz sem potem leta 2000, sem potem 9 let sem delal sceno. 9 let. Prav, da smo teko, pač to v začetku septembra sem začel to delati z mladimi, s katerimi sem bil, najprej v Mariboru, Kamnici, potem pa z mladimi na Frankolovem, pa smo potem začeli to delati. Da smo... Ja. No, to je moj jezik, če se tak leti, ne? Ampak hočemo povedati, koliko stvari se je takrat malo premaknilo, ne? In kak je ta virusni prostor, ko se je okužilo, potem seveda to se neslo naprej v prostor, ta virus, ne? Tega. Sej veliko tega že bilo, se to ni bilo na novo, ne? To je bil samo en impuls k ta temeljne smernice, pa Stična takrat en impuls. In se je potem tudi pokazalo, ne, da je število mladih v Stični po leta 2000 še celo malo zrastlo, ne, in šele potem v drugi polovici, tam po 2005, se zdaj tudi mogli videti točno, ne, je začelo spet malo dol. In je tam prišlo potem na 7000, 8000, 7000, potem tu zadnja je bila 7000, zdaj 2014, ne. Teda je to še vedno fenomen. Ja. Dobro. Nekaj številk od teh projektov, ki so tako malo za debato, za naprej, ne,
da vidimo tisto, kar se je množično, zdaj pa smo tu že šli čez župnijsko sceno, ampak te bolj nacionalno sceno. Ne. Kaj lahko rečemo o mladini danes? Torej, Stična 7000 mladih udeležencev. Stična, 14, ja. Animatorji med 4 in 5, jaz sem dal 5, ker so eno leto razglasili 5, par let nazaj. Skauti dobri 4. Častilci Najsvetejšega ob Euharističnem kongresu v Celju celo noč ob Najsvetejšem 800. Svetovni dan mladih v Madridu 900 Slovencev, skauti vred, ki so šli malo po svoji organizaciji, ampak so šli. En specialen projekt, 2 dni hoditi po dežju, 30 kilometrov, z Mašo, ki se mu reče Beli jelen, 93, skautski projekt, recimo, hočem pa en projekt, katerem jaz delam zdaj že 10 let, ne. Največjo udeležbo smo imeli lani, ko smo imeli fizično najbolj napornega, smo imeli največjo udeležbo. Res, to je spet nekaj pove, ne. To imamo v bistvu en močen fizični izziv v zimskih razmerah, en fajn zabavni večer, drugi dan ena fajna maša z močnim sporočilom, pa nazaj domov. Ne? Tako zelo preprosto se stane ta Beli jelen projekt. Ampak lani recimo nas je presenetilo 93. Delali smo na 60-70 mladih. Ti si bila tam? Zdaj vam poveš, zakaj se smejiš. Ja, zato si prišla. Vem, zakaj si prišla. Ker ni čakovala, da je hudo. Ker si šli po vrhu Pohorja in vsi so misli Pohorje. Pa, od Areha do Sankarice. Oni so računali, da bo 2 dni šel dež, pa da je malo orientacija po goši, pa... No, skratka. Če bi to vedeli, bi jih bilo 50, no. Ja. To je pa še daj. To je bilo težko. No, je bilo tudi veselo, ne? Vse je bilo veselo. Notri, tisti veseli večer smo imeli notri na Sankarici, v tistem hotelu smo bili, spali po tleh, pa to super je bilo. Potem pa oni gostilničar ni kapira, to skautska dejavnost, pa je imel tiste svoje sobotne goste tam, pa jih ni ven spustil in bolje šlo v noč, bolje muziko nabijo, več je onih štamperlov borničevcev bilo na mizi, mi pa tam spali med njimi, oni pa z onimi štamperli in pa krvavimi okami nas gledali in to do 4 zjutraj in tak naprej polno vsega bilo. Torej, Mladina 13, raziskava, ki so jo naši mediji preskočili in razumljivo, da so jo preskočili, niso dali masnih naslovov. Mladina 2014, uradna državna raziskava, pokaže 65% mladih, ki pripadajo rimokatoliški cerkvi. Slovencev. To ni malo. To raziskavo so delali 2013 mariborski sociologi, ne več ljubljanski. Mariborski so manj ideološki. Ne bom zato delal nekaj hude teze, hipoteze, ampak pokazala je to številko, nekaj čez 65 in potem ima še razlago zraven, zakaj je toliko mladih še vedno rimokatoličanov in ima potem eno tako čisto demografsko razlago. Velika mestna jedra, tale liberalizirana, ateizirana mestna jedra so demografsko bolj šibka. Mala podeželska mesteca, ne vem, zamislite si eno Rogaško Slatino, eno Laško, en Žuženberg ali pa ena taka, ne, ko so tam nekje grejo nad 5000, ne, pa so demografsko še vedno močna in tam je katoliška cerkev močna tudi. Ne. Tam gre največ k Birmi. In potem ima, ja, da je, kaj? Kar nekaj, ja. No, ampak taka je razlaga v Mladina 2014 zraven. Ne. Zakaj je taka velika številka? Je malo presenetljiva. Ne. In razlaga je zaradi teh močnih, torej močnih manjših mest, no, kjer je katoliška cerkev močnejša. Obenem pa seveda ista raziskava pokaže, da pa opada obisk obredov. No. Kaj pa sledi jutri? Da ne bo pomote. Mladinski pastoralni delavci prihodnosti. Ja. To pa je za debato za naprej, ne? Jutrišnji dan, ne? Jutrišnji dan, torej, projekcije take demoskopske, če hočeš, projekcije so
so pač take, da bo se mladinska pastorala skrčila, da se bo pastorala cerkve skrčila, da bo duhovnikov manj, vsega bo manj, no, številke take. V Nemčiji so delali eno raziskavo demoskopsko katolištvo čez 30 let in je potem taki izzivalni naslov članka, čez 30 let nas bo toliko, koliko je zdaj Jehovcev. Nemci, no tako. Nočem biti tako črnogled, ampak pri nas bo pač 40, no. Dobro, jutri nas malo straši, ne? Jutri nas malo straši, ko si tako malo misli stvari, ampak ni to zdaj. Bog v vsakem času govori, vsak čas nagovarja posebej. Generaciji mladih, ki prihajajo, ni nagovoril 10 let nazaj, ampak jih bo nagovoril takrat, ko bodo prišle. Ne? In bo takrat treba tudi znati pristopiti. No, to pa smo tako že imeli dopoldan nekaj razprav z gospodom Damirjem o tem. Jutri torej ta veliki dinozaver, ki ne veš, kaj je, ne? In Božja beseda. Jutrišnji dan naj bo kakor današnji in še veliko boljši. Hvala lepa.